Mene moti, da eni v drugih državah nimajo hrane, mi pa imamo. Mene v tem svetu moti, da se v politiki ne rešujejo probleme in se samo kregajo. Ja, mislim, da tudi v Sloveniji imam težave. Sem gledala po televiziji, kako se je deklica odrekla hrani, da bi lahko jedla majhna sestra. Mislim, da je za to kriva recesija. Ko gledam televizijo, vidim preveč nasilja in mislim, da bi bilo bolje, da bi tudi otroci nastopali v kakšnih otroških nanizanjah oziroma filmih. Na živce mi gre, ko pešci tečejo čez cesto, če ni prehoda za pešce. Za mene je politika ena skupina ljudi, ki so razvrščene s tem, da je nekdo na primer predsednik vlade, nekdo je predsednik prometa pa tega, ne. In nekateri tudi niso tako iskreni in to me moti. Na primer cene se vedno dražajo, ljudi je pa vedno manj služb, a ne. Pa gorivo se je tudi zdaj nekaj zdraževalo in. Ko smo v razredu, pa učiteljica razlaga snov, pa se eni kar pogovarjajo in jaz učiteljice ne slišim. To me najbolj moti. Na živce mi gre, ko so dejavnosti med tednom in sem cel dan zaseden, ki bi lahko bile tudi med vikendom. Najbolj mi gre na živce, ko ne vem, kdo krši pravila, na primer v šoli, ko nekdo uničuje stvari, pa pač rada bi izboljšala, da ne vem, kdo pazi na te stvari pa tako. Najbolj mi gre na živce, ko moram zjutraj vstajati že ob 6, včasih še prej, zaradi tega pač, ker ne živim v Ljubljani, ampak v okolici in se moram še z avtom pripeljati in je pač rabim čas. Na živce mi gre mogoče to, da imamo malo premalo prostega časa, ampak v bistvu se mi zdi pa še vsem pomembno, da ga nekako zapolnimo, pa da ga nimamo preveč, no. Na živce mi gre, ko avti peljejo čez rumeno ali pa rdečo luč, ali pa če kršijo pravila, znakov ne gledajo. Ni prostor kot prostor, ki si ga ti predstavljaš, ampak je ljudje, ki ti naredijo ta prostor, ti ga oni spremenijo. Če je lepo urejen, ga boš imel rad. Na primer, tule pa po šoli imamo pa kakšne otroke, ki pa niso glih najbolj vzgojeni in delajo razne stvari in to mi tudi ni tako všeč.